Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o zanimivi temi in sicer strah pred smrtjo. Glejte, zadnjih nekaj let, se pravi sploh zadnje 2 leti, se dogajajo res zanimive zadeve. Prva zadeva, točno 2 leti nazaj, kar naenkrat bum, virus, ki bo naenkrat vse pobil. In zdaj po 2 letih smo prišli do zaključka, da po večini smo preživeli. No, naslednja stvar, zdaj imamo vojno, na dnevnem repertoarju, tudi če ne poslušate, ste verjetno slišali, pač Ukrajina. In dejstvo je, da spet imamo priložnost predelati strahove pred vojno, strah glede preživetja in predvsem, kaj pa če umremo. In bomo šli takoj na mišični test. In dajte preveriti ta trenutek z mišičnim testom in da vidite, se pravi, če jaz se postavim tako po stran, da me vidite in zaprem oči, ramenski obroč morate obvezno imeti zmigan, lažje boste, če boste stali, pa če ne bom ostala. In se vprašamo, v svoji duši nosim strah glede smrti. Ali pa v svoji duši nosim strah pred smrtjo. Strah me je glede preživetja. Jaz nimam nobenega od teh strahov. Vam pa povem, da sem imela za predelati. Sploh lansko leto, tam april, maj, se mi sprožil nek grozen strah in je bilo toliko hudo, ker je to temeljni strah, ki vpliva na prve 2 čakre, prve 3 čakre, se pravi temelj našega obstoja, mi je zaribal križ. In to se je zgodilo naenkrat, da dejansko med pogovorom me je kar ukrivil po strani in sem bila tako, da naslednje jutro sem po vseh 4 se splazila iz postelje. Tako da v glavnem, se nam dogaja, ne? Dejstvo je, da čas je, da počistimo vse svoje strahove. Zdaj pa pomislite, zakaj sem se odločila, da snemam tale video. Ne glede na to, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Ampak gre se za to, da če imamo mi v energetskem zapisu neko travmo, to potem podoživljamo. In zdaj vam bom nekaj primerov povedala stran, ki so bile na svetovanju. Recimo, ljudje, ki predelujejo 2. svetovno vojno in po možnosti so v zadnji svetovni vojni umrli nasilne smrti in vemo, da ogromno ljudi je bilo pač nasilne smrti, množični poboji, dahov in tako naprej. Ta strah glede preživetja, strah na točki smrti se zapiše na energetski nivo človeka. In točno ta strah ga potem podoživljaš v tem življenju. Lahko tudi kot fizično bolečino. In zato je tako pomembno, da ne glede na to, kaj se dogaja ali pa kaj se bo dogajalo, in tudi če bi bilo karkoli, da ohranjamo v svojem polju vero. Glejte, v Svetem pismu je sicer napisano, in o tem sem pisala v knjigi, Ko imajo duše žur, piše, da se pravi, naš prevod Svetega pisma je: prosite in vam bo dano. Ampak originalni prevod Svetega pisma pa je: prosite in vam bo dano. In ko prosite, bodite obkroženi s svojim odgovorom, da vam bo ta vaša vera prinesla to, kar nosite v svojem energetskem polju. Zdaj, jaz sem povedala to sicer svojimi besedami, ampak na ta način. Se pravi, bodite obkroženi s tem, kar želite. Lansko leto ali pa mogoče 2 leti nazaj sem majčkeno več poslušala o planetu X, pa planet Nibiru, ki je v bistvu 12. planet v našem osončju, in da je naše osončje takole in ta Nibiru prihaja tako in da pričakujejo, da se bo vsak čas pojavil ta planet in da bo sežgal pol planeta. Ja, to je bilo tisto, kar je meni povzročilo potem vse tiste strahove glede preživetja, ker nekako, ko sem poslušala in tudi znanstvenike poslušala, kaj vse moramo pripraviti za preživetje, pa vodo, pa čelade, pa 1001 zadeva. V meni je to vzbudilo strah. In zdaj strah deluje tako, kot ko vržeš v
mirno vodo kamen. Ampak ne eno kamen, kamen je. In se pravi, zvalovita voda, se pravi, vsa ta voda v moji zavesti, v mojem telesu je vzvalovala. In če se vam zdaj tele novice, ki jih mogoče poslušate, spet povzročajo to valovanje vaše vode, vaših čustev, je čas, da se res lotite podzavesti, lotite čiščenja. Strah pred tem, kaj bo, če bo. Strah glede tega, tudi če bo vojna. Glejte, to je v bistvu en tak temeljni strah, ker mnogi izmed nas predelujemo drugo svetovno vojno. Recimo, jaz vidim, da naši starši, moji starši predelujejo prvo svetovno vojno in dejstvo je, da naši stari starši so doživeli prvo svetovno vojno in tudi drugo svetovno vojno. Daj pomislite, po eni strani predelujemo to po družinskem deblu prenašamo, po drugi strani pa mi kot duša prenašamo to naprej. Kar z nekaj ljudmi sem prišla do zaključka, da predelujejo, da so bili v zadnjem življenju vojaki. In v zadnjem življenju so strogo mogli ukaze izpolnjevati, se pravi, je bil nekdo, ki je ukaz dal in on je mogel korakati in tako naprej. In so se vzbudili nekaj tudi sovraštva, jeza na določene ljudi in v tem življenju so lahko ti ljudje najbližji ljudje in z namenom, da pride človek do zaključka, da reče dovolj. Ne bom v strahu, ne, dovolj tega. Jaz verjamem, da karkoli se bo zgodilo, in zdaj poglejmo najslabši primer, če pade atomska bomba, nas bo tako scvrlo v parih minutah, ampak gre se za to, da v svojem srcu ohranjamo mir. Gre se za to, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, v svojem srcu ostajamo v miru. Jaz vem, da mogoče zdajle, ko sem to izrekla, ker to je polje energije, prav čutam, ko sem izrekla te besede, da je pri nekaterih naredilo ker polje energije je zanimivo. Ni nujno, da zdajle jaz govorim, pa se na en način že na kvantnem delu povezujem s tistimi, ki boste to poslušali. In če vam so te besede zdajle vzbudile strah glede preživetja in tudi ta atomska bomba in tako naprej, vzemite zdravilno molitev dekodiranja in pejte počistiti, se pravi, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s strahom glede preživetja, ki so povezane s strahom glede vojne, ki so povezane s strahom, da bi bili napadeni, da bi bili v ujetništvu, da bi živeli v pomanjkanju, strahom, da bi se moji družini nekaj strašnega zgodilo, strahom, da bi moja družina ostala brez možnosti za preživetje in tako naprej. To so vse kode, ki so povezane s preteklimi življenji in so povezane s tem, da imamo v svojem programu neki strah pred tem, kaj bo, če bo in če ne bo. Za vse tiste, ki vas te teme zanimajo, preberite knjigo, jaz sem tamle knjige, in sicer Zdravilna moč regresije. Zelo dobra knjiga, ker piše to psihoterapevt in sicer ena gospa je bila prestrašena. Vem, da sem vam to že govorila v vseh teh videih, samo majčkeno, da vzamem tole Zdravilna moč regresije, tale knjiga je to. V glavnem, resnična zgodba uglednega psihiatra, njegove mlade pacientke in terapije, ki je spremenila njuni življenji. Odlična knjiga in ta gospa, ta pacientka, je bila okužena s strahom glede vsega in potem preko hipnoze odkrivata pretekla življenja in prideta do tega, da v enem življenju je umrla v cunamiju in vedno jo je bilo groza vode, nobene vode ni prenesla nikjer. Na koncu je bila tako prestrašena, da je spala v garderobni omari. Tam noter se je počutila dovolj varno, vse ostalo je bilo grozljivo in preveč velik svet zanjo. Glejte, če se vam zdijo zdaj vse te novice tako grozne, dajte počistiti. Mogoče ste gledali film Titanik, pa verjamem, da smo ga po večini vsi gledali. In Titanik prav kaže
zgodbe ljudi, kaj iz njih potegne strah glede preživetja. Kako iz nekaterih ljudi potegnili najslabše, ko so gledali, druga ne morem reči, samo na svojo rit in tisti čolni, rešilni čolni, jih je bilo dovolj. Mnogo ljudi bi se lahko rešilo, ampak šlo se je za to, glavno je, da rešim svojo rit. In potem, če gledamo en prizor je, sta pa tam en dedek pa babica in ko se ladja potaplja, one dva se objameta in v objemu potoneta. In potem je tisti ansambel, ki igra, pa sem pozabila katero glasbo, ampak oni so v stilu potonili. Ampak gre se za to, točka smrti je vedno, vidim pri mojih strankah, povezana s tem, kaj nesemo v naslednje življenje. In če je točka smrti prežeta s sovraštvom, bomo točno te ljudi imeli v tem življenju. Če je točka smrti prežeta s strahom, bomo v tem življenju imeli 1001 situacijo, ki nas bo strašila. Če je točka smrti povezana z neko hudo fizično bolečino, je možno, da bomo to bolečino prinesli naprej v naslednje življenje. Ker preko DNK-ja duše, se pravi preko energetskega zapisa naše duše, mi prenesemo te zapise v naslednje življenje. Zato dajte počistiti vse, kar imate na svojem energetskem nivoju, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, jaz verjamem v to, ampak res verjamem v to, da vedno zmaga svetloba. Ampak dobro, pustimo to, kar res verjamem. Dajmo vprašati karte, prehod v novo dobo, pa Ošutove karte. Se pravi, stvarstvo za vse tiste svetle duše, ki zdajle poslušajo novice glede vojne. Kaj je prav, da ta trenutek izvejo, da slišijo, da vejo, kaj je tisto sporočilo, ki je ta trenutek namenjeno za njih. Da vidimo Ošutove karte, 5 kart bom potegnila, 3, 4, 5. In 5 kart prehod v novo dobo. Pa da vidimo, kaj je tisto sporočilo, kaj je ta trenutek za vas pomembno, da slišite od stvarstva, se pravi 1, 2, 3, 4, 5. No, da vidimo. Prvo Ošutove karte. Ošutove karte so takole. Prve 3. Kako so dobre karte prišle. Noro. Prišla je karta, bom šla takole. Ledena osama. Se pravi, nič ni narobe ta čas, ki je zdajle. Dovolite, da se stopi ti strah okrog vas, ker je samo strah. Ker je samo energija, ki se mora prečistiti. In zaupajte, da tudi ta energija, ki je okrog vas, ki vas straši, je z namenom, da boste počistili temne dele sebe. Dovolite, da se stopi. Naslednja karta je prišla kompromis. Ne sklepajte kompromisov, ker kompromisi zastrupljajo tako vas, kot nekoga drugega. Odločite se za sebe, ampak pogumno se odločajte za sebe in prišlo je. Dozorele so stvari. Kapljica, ki je zbrala dovolj svoje moči, se bo samo pretočila v nekaj večjega. In odslavljanje vsega tega, kar ne služi več, odslavljanje. Gremo v neko višjo dimenzijo in sta prišli 2 karti in je proslavljanje in igrivost. Se pravi, prihaja nov čas in naj se sčisti, ne si slikati najslabši scenarij, ampak slikajte najboljši scenarij, raj na zemlji, v sebi imate moč, dejstvo je, da vsi lahko ustvarjamo. No in gremo še na karte prehodu v novo dobo. Joj, resnica, poštenost, višja zavest, nadangel Mihael. Wow, lejte, dovoljujem si videti jasno in dovoljujem si videti resnico. Kaj je ta resnica zadaj? Vse, kar vas straši, naj odide. To je resnica, da zdaj je čas čiščenja energij. Sčistite vse, kar vas plaši. Potem naprej je spet resnica je ena. Vedno in povsod izražam svojo resnico. 2-krat je prišla karta, se pravi enkrat resnica, enkrat pa poštenost. Nobena stvar ni vredna, da jo tajim. Noben odnos ni vreden, da ga tajim.
upam govoriti vedno in povsod svojo resnico. Naslednja je prišla višja zavest. Skozi moje celice teče božanska ljubezen. In bom prebrala tole karto, tale višja zavest, kar je res to. Človeštvo se dviga na višje vibracije. Zmorem občutiti čisto ljubezen brez sodbe. Jaz sem povezovalni člen med stvarstvom in zemljo. Stanje ljubezni in miline je moje naravno stanje. In molitev in meditacija je potem prišla, moj duh je miren, povezujem se z izvorom. To je karta številka 24, pa vam bom tudi to prebrala. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena. Blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Blagoslavljam vse, kar si želim, da se izboljša. In mogoče tudi te voditelje, ki zdaj netijo vojno, ne jih preklinjati, ampak jih blagoslavljajte. Blagoslavljanje je tako, kot bi na njih spuščali. Veste, blagoslov je energija, ki enostavno razorožuje. In blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni. Zato, ker če je v imenu svoje ljubezni, lahko moja ljubezen začinjena s sovraštvom pa zezo. Ampak v imenu Kristusove ljubezni, če blagoslavljam, ne morem faliti. Napolnjuje me božanska svetloba, ki se preko mene steka na zemljo. In nadangel Mihael, prosim te za pomoč in zaščito. Nadangel Mihael, prav ta trenutek me podpira najbolj mogočen angel, ki mi pomaga skozi obdobje sprememb. Zaščitena sem pred vsem slabim, ogrnjena sem v moder plašč svetlobe, ki prepušča le energije ljubezni. Vse energije strahu se vračajo k svojemu izvoru. Naj se vrnejo k svojemu izvoru, tam, kjer so prišle. Vi dovolite, da se v vašem svetu zgodijo dobre stvari. Tako da uživajte in ne bo to priložnost, da to obdobje za čiščenje najglobjih strahov in budete hvaležni za to, ker je prav, da pridejo take zadeve v naše življenje, da lahko počistimo. Tako da veselo na delo in boste videli, vera vedno zmaga. Prav vedno. Uživajte in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga Božji blagoslov.